potnike? Ja, lahko rečem, pa mogoče niti ne zgolj za Celje, celo lahko za slovenski kulturni prostor vsekakor veliko pomeni. Obnovljena je končana tretja faza obnove Knežjega dvorca, v kateri smo prvi del, ki se ga obnavljamo, dejansko v stanju, kakršen Knežji dvorec nekoč je bil. Zahodna fasada se je obnavljala v gotskem stilu, tako kot se bo potem obnavljal tudi naprej dvorec. Kajti, kot vemo, v času Marije Terezije je dvorec bil urejen v kasarno in dolgo časa je veljalo, da bo se obnavljalo v ročnem stilu, tako kot je bila takrat zgrajena kasarna, vendar se je potem pri prvih prenovah pokazalo, da je toliko elementov dvorca še ohranjenega, da bi bilo res škoda, da ne bi tega blestečega gotskega objekta, eno najlepših dvorcev na Slovenskem, da ga ne bi obnovili. Kot sem rekel, tretja je končana, čakamo, vsi smo optimisti, ne samo čakamo, se pripravljamo in upamo, da bomo uspešni tudi v finančni perspektivi 2014-2020, da bi Knežji dvorec dokončno uredili tako, kot se celjski zaslužijo. Tako je. Del tega projekta je bila seveda tudi postavitev razstave Grofje Celjske in od danes dalje bo ta razstava na ogled našim obiskovalcem. Kot veste, je ta razstava bila od leta 2008, ko je bila zadnjič postavljena na Ljubljanskem gradu, v času, ko je Slovenija predsedovala Evropski skupnosti, bila v depojih, ker je bilo seveda za nas muzealce škoda, tudi za naše obiskovalce, ampak žal prostorske možnosti tega niso omogočile, od danes dalje pa. V tej fazi je bila obnovljena bil povezovalni trak, s katerim imamo komunikacijski trak, z dvigalom, s katerim bo sedaj omogočeno tudi dostop gibalno omejenim. Obnovljena je prva in pa drugo nadstropje, kjer bo sedaj stalna postavitev Grofje Celjske, in obnovljena je mansarda, kot prva kot druga, kjer bo večnamenska dvorana in še nekaj manjših prostorov. Potem se pa obnavlja del razlikalnice, dalje se obnavlja severovzhodni in severozahodni izhod, tako da dela je še kar precej.